Zdravljeni, z vami sem Inka in danes vam bom pokazala mojo novo knjigo. V glavnem, ko hrana zdravi dušo in telo, bo izšla v začetku septembra, zdaj je v tiskarni in se prav veselim moje 7. knjige, tako da vam pokažem kar na računalniku in boste videli, kaj je nastalo. Jaz sama sem zelo zadovoljna. In je seveda trajalo nekaj časa, da je nastala tale knjiga. V glavnem, prehrana in čustveni ključi za lajšanje kroničnih obolenj. To je zdaj vsebina noter, tukaj pač uvod in razlagam, kaj je res pomembno. Zdaj pa gremo najprej. Telo nam govori prek bolečin in težav. Ker v bistvu mi smo živa bitja in naše telo nam hoče pokazati, da je nekaj narobe. In v bistvu sama težava, zdravstvena težava, je povezana s tem, da telo govori. Zdaj pa pojdimo kar po vrsti. Glejte, alergije, težave izvirajo iz črevesja, pomanjkanja probiotikov, omega-3, kalcija, magnezija, vitaminov skupine B in uživajte čim več sirotke, mastnih morskih rib ter lanenega in konopljenega olja. No, potem pa zeliščna podpora, naravni antihistaminik se nahaja v koprivah, ginku in vseh sadežih vijolične barve, se pravi vsi sadeži, ki vsebujejo flavonoide, od aroni, borovnic, rdeče grozdje, jagode akaj. No, in v bistvu na čustveni ravni pa povezano to s tem, na koga ste alergični. Kdo vam predstavlja kronični stres in preverite z mišičnim testom, v srcu nosim prepričanje, da nisem zaželena. Se pravi, ta človek me ne sprejema. Največkrat je povezan tudi s tem, da težko sprejmem sama sebe. In tukaj imamo sicer tudi afirmacijo, dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva, dovoljujem si biti jaz. No, in mogoče zdaj takoj na začetku, pojdimo k zadnjemu poglavju, ker v zadnjem poglavju razlagam, tukaj so recepti, zdravilna molitev dekodiranja za čiščenje težkih čustvenih bolečin. Napolni svoje misli z veseljem in radostjo, to te obvaruje pred 1000 težavami in podaljša življenje. No in zdaj, kako mi, to je rekel Shakespeare, kako mi napolnimo svojo dušo z radostjo, je najprej povezano s tem, da pogledamo, kje imamo tiste bolečine, kjer pa odteka naša radost. No, in to so podzavestni programi, in tukaj razložimo od mišičnega testa, kako naredimo mišični test, se pravi, roke položimo na prsa in najprej preverimo na svoje ime, kam vas niha, naprej ali pa nazaj, ampak potem tudi za tiste, ki vam mišični test ne deluje, pa preverite, bojim se resnice, sebi ne smem zaupati. Potrebujem potem, da sama sebe sabotiram. In tako naprej. In pol so tukaj noter podzavestni programi, ki jih preverite, ker to so podzavestni programi, ki povzročajo avtoimuna obolenja. Naj potem naprej, imam tukaj celjenje čustvenih ran in zdravilna molitev dekodiranja v 4 korakih. Se pravi, imamo tukaj mudro hakini, zdravilno molitev dekodiranja, 4 zdravilna središča, kamor usmerjamo energijo, da se napolni naše celice se napolnijo z novo energijo in zaključek. Dolga je noč za tistega, ki je buden, in dolg je kilometer za tistega, ki je utrujen. Dolgo je življenje neumnemu, ker ne pozna pravega zakona. To je rekel Buda. Ker resnica terja velik trud, odkrivanje in tveganje. Od nas zahteva, da sami stopamo po poti, po kateri pred nami ni hodil še nihče, je rekel Osho. In na koncu dneva ugotovimo, da lahko prenesemo mnogo več, kot se zavedamo, je rekla Frida Kahlo. Tako da zaključujem z besedami Toneta Pavčka: ne bojte se življenja, naj pluska v vas vso silo in vse žile naj vas nese in zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono življenje imelo rado vas. No, ampak zdaj prejmo še vmes pogledati. Se pravi, pokazala sem vam začetek
In pokazala sem vam konec. Tukaj so težave in rešitve. Najpogostejše rešitve za izboljšanje kroničnih bolezni. In tukaj grem po vrsti 12 najbolj pogostih kroničnih obolenj, kot je artritis in vse težave s sklepi, priporočila, zelišča, 7-dnevni jedilnik, potem pa naprej čustveno ozadje, recimo strah me je pomanjkanja. Bojim se narediti korak naprej. No in potem grem naprej na demenco. 5 ključnih napotkov za vse tiste, ki imate v družini demenco. Ključna živila od zelenjave, jagodičevja, potem ključna skupina živil, ki se jim je potrebno izogibati, se pravi rdeče in predelano meso, predvsem salame, klobase, paštete, zaradi tega, ker vsebujejo nasičene maščobe. Potem pa gremo naprej na 7-dnevni jedilnik, kako se prehranjevati, in potem čustveno ozadje. Tukaj so še zelišča, recimo ginko, rožmarin, žajbelj. No, in čustveno ozadje občutim nemoč. Sovražim dušo določenega človeka. Pa potem depresija. Ravno tako. Od hrane, zelišč, jedilnika do čustvenega ozadja, recimo strah me je življenja. In kako to počistiti v zdravilno molitvijo dekodiranja. Pa potem naprej spet kronična ledvična bolezen na isti način. Tako da to za vsako bolezen posebej, seveda je noter tudi osteoporoza, noter je rak. Glejte, ko dobite diagnozo, kaj pa zdaj? Pač treba je narediti neke spremembe. Potem naprej sladkorna bolezen. Sladkorna bolezen je povezana tudi s hujšanjem. Od hrane, zelišč, tukaj seveda razlagam to, kako sestaviti krožnik v Mercedesov znak, da ostaja sladkor v ravnovesju. Potem pa jedilniki, ki ohranjajo sladkor v ravnovesju, pa recimo čaj iz figovih listov za izboljšanje sladkorne bolezni. Recimo, to je ena taka krasna zadeva. In čustveno ozadje, življenje je nepravično. Se pravi, jaz sem žrtev življenja. No in potem naprej srčno-žilna obolenja na enak način, pa pol naprej gremo na težave s kožo, na enak način, pač kakorkoli čustveno ozadje. Zase menim, da sem grda, recimo. Ves čas imam občutek, da me drugi obsojajo. Pol težave s ščitnico, od hrane, zelišč, jedilnikov, čustvenega ozadja, strah me je reči ne. In pol narava nudi rešitve. No in tukaj so zeliščna podpora, s čim si lahko najbolj pomagamo. Od tukaj naprej pa gremo, kako v bistvu že sama oblika živila spominja na to, zakaj je namenjeno. Recimo zdaj ta trenutek so zrele fige. Fige so same po sebi, recimo, če pogledamo oblika moške mošnje, maternice in ženskih dojk, podpirajo reproduktivne organe, vplivajo na hormonsko ravnovesje, zaradi tega, ker vsebujejo flavonoide in vlaknine. Tako da, dobro, za korenček itak veste, tako da tudi zelišča spominjajo po svoji obliki, na kaj delujejo. Recimo tukaj janež. Janež dejansko spominja na prerez črevesja. Potem naprej kurkuma deluje na želodec. In že sama oblika spominja na želodec. No in tako naprej. Zelišča, potem tukaj noter imate spet tale recept iz lakote in armana, kako pripravite, pa spet ta zelišča, ki so nujno potrebna za dobro počutje, in potem lahko jeste čisto vse. In tukaj noter imamo najprej še glikemični indeks, se veste za vse tiste, da lahko pokukate, koliko ima kakšno živilo, glikemični indeks, in potem imamo pa naprej recepte. Zelenjavna omleta, pa mlečna ajdova kaša, pa jajca s hrenovo gorčično omako, pa beljakovinski ajdov kruh, semeni, pa imam pa tukaj kruh z drožmi, spire. Naj se pohvalim, to je moj kruh. Pač, to je to, kar jaz pečem. Zdaj imam spet oživljene droži,
Tako da bom še danes spekla ajdov kruh. In zelo, zelo dober pa pride tale domač ajdov kruh z orehi. Jaz sem ga pekla z drožmi, drugače pa obstaja tudi možnost, da date noter na mesto drožži, date vinski kamen, pa ga takoj spečete, ne potrebujete nobenega vzhajanja. Potem zdravi prigrizki, tole je dobro, čokoladni mus s pistacijami. Pač, ne naredite mislim, to ni kupljena slika, to sem jaz naredila. In je preprost recept, kako čokolado posujete s pistacijami, vmešate noter v ta čokoladni mus, te pistacije, pač to je tako dobro. To so zdrave sladice, pa brownie, ki so primerni tudi za sladkorne bolnike. Potem zdrava kosila, kot je, recimo, če jeste mlad pečen krompir, kaj je pomembno, ne? Kombinacije, da zraven vseeno pojeste nekaj beljakovin. Ali pa še boljša izbira sladki krompir z rožmarino. To je tako dobro. Lahko ga spečete v ponvi ali pa v pečici, ampak da date na ta način rožmarin zraven. Božansko. Riba v pečici, pečen piščanec s česnom, pač tako ga jaz pripravljam. Zelenjavna rižota z lanenimi semeni, no, to je pa recept, ja, pa ja nisem napisala, moja hčerka Anja je to pogruntala. Lanena semena date noter in nastane taka fajna omaka. Potem cvetača v pečici, pa zeleni pire, pa ajdova kaša s puranim mesom. Pač nastane ena takale kašata, ki je ful dobrega okusa. No, kakorkoli, tukaj noter so recepti, ki jih lahko pripravite tudi za več dni, razne mineštre, recimo jaz sama sem najbolj navdušena na tole enolončnico, enolončnica s kislim zeljem in sladkim krompirjem. To skuhaš pa imaš za 3 dni, dobro, če prej ne zgine, ampak v vsakem primeru. Preprosto, jaz enostavno zmešam to skupaj, dam kuhati, pa je to. En lonc tega skuham in je užitno. In še to je tudi primerno za vse tiste, ki ste vegani ali pa ki ne jeste mesa, ker jaz v bistvu zraven skuham samo jajčka in jih zraven takole dam na krožnik. To je to leča, ali tele polpete iz bučk, zdajle imamo obilje bučk, to je tik tak pripravljen. No, tale ajdov zdrob kupujem sicer na kmetiji Klepec, lahko to date navadni zdrob, ampak priporočam ajdov zdrob. Puran zdušeno zelenjavo, tako, pač dobre zadeve, enostavne, dobre zadeve, tako da to so zdaj novi recepti, drugi, se pravi, to niso isti recepti, kot jih dobite v knjigi Minkina kuhinja. No in potem še to zdravilna molitev dekodiranja. Tako da nastalo je skoraj 400 strani in prednaročila so seveda možna, ko knjiga izide, je potem pol leta, ni možnosti imeti nobenega popusta, tako da knjiga stane, potem ko bo prišla iz tiskarne, 36,90, zdaj jo dobite za 29,90 in seveda, če jo oddate v spletnem obrazcu, brez stroškov pošiljanja. Tako da ja, to je nastalo, sem zadovoljna, da je tale knjiga nastala tako, kot je. Zdaj vam bi pa rada pokazala samo še naslovnico, kako izgleda. Nekaj časa sem kolebala, kako pa kaj, kakšno naslovnico naj damo, no, ampak zdaj sem pa zadovoljna s to naslovnico, čakajte samo, da jo odprem, takole, in da vam pokažem, se pravi, kje smo, takole, in da vidim tole, share, glejte, takole je nastala naslovnica, kako naj naredim takole, da se boljše vidi, ko hrana zdravi dušo in telo. Celostni vodnik za več zdravja in življenjske energije. Kako doseči ravnovesje med telesom, umom, čustvi in dušo. Prehrana in čustveni ključi za lajšanje kroničnih obolenj. Tako da, glejte, vesela sem, da je nastala tale knjiga, prepričana pa sem, da mnogim od vas bo pomagala pri tem, da boste lažje našli rešitve za vaša kronična obolenja, da boste lažje se zbrskali z neke diagnoze ven, zato ker verjamem. Tako kot je rekel, mislim, da Sokrat, Hipokrat je rekel, hrana je zdravilo. In dejstvo je, da hrana je res zdravilo,
Pa če mi še nekaj ljubezni noter vložimo, ko pripravljamo hrano, pač drugače ne more biti, kot da je vse v najlepšem redu. Tako da ja, povabljenih pred naročilom in vsekakor sem vesela, da je tale knjiga nastala. Uživajte!